Koliko si kaj spala, da on sedita? Je kar v redu, moram reči. V redu? Ja, zelo v redu. Bila sem na kitajski medicini, pri mojem doktor Čuju, me zmasiral, ti povem, več kot odlično. V Mariboru, ja. Jaz sem v Ljubljano zdaj hodila kar nekaj časa, ampak zdaj ne 3 tedne nisem bila, pa ne morem zaspati zvečer. Pa se ti že pozna, ne? Ja pa ne, glava mi kar gre, pa naredim dihalne vaje, pa jogo, pa me sicer pomaga, me umiri, ampak še vseeno poslušam Žigata pol ure, kako diha. Pa veš, kaj ti povem? Zamujaš. Stopi do njihove ordinacije, naroči se, glej, ti obljubim, spala boš ko bubica. Se zdajle pride zdajle, veš? No, pridi. Lahko briješ Maribor, glej. Ne, v Maribor nam šla, mogoče čez vikend, ampak drugače ne bom šla, ampak sem pride ta tvoj doktor Ču. Super, krasno. Dober dan. Dober dan. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Živijo, Miha. Čau. Nihao, Ču, daj fu. Nihao. Dobrodošli. Zdravo, Miha. Edita, prosim. A ti kitajsko govoriš? Ja, jaz sem se že v svojih 7 letih, moram reči, kar naučila kar nekaj kitajskih besed. 7 let že hodiš? 7 let. Doktor Ču je moj zdravnik, že celih 7 let. Tako da me je že naučil kar nekaj kitajskih besed. Ni dolgo nazaj smo se učila, kako se reče pandi, kako se reče muci, pa še kakšno drugo besedo, ki jo te mu zaupala, pa ki je od zadaj. Ti hodiš temu na tečaj kitajščine? Ja, on meni dela terapijo, vmes pa se pogovarjamo. Zdaj, če dela terapijo, kadar ležim na trebuhu, potem se malo teže pogovarjamo, ker v vsakem primeru potrebujemo roke. Ker toliko pa le nisem vešča v kitajščini. Zadnjo, kaj smo pa imela terapijo pri moji desni rami, pa smo se lahko lepo pogovarjala, sporazumevala. On me naučil malo par kitajskih besed, jaz pa njega slovenskega jezika. Z roko v roki. Z roko v roki. Ja, fajn se imaš, vidim, da. Kako si ti, Miha? Super. Odlično, evo, fino. Prazniki so zdaj za nami. Jaz bom rekla, da seveda nisem jedla jajc, pa nisem jedla šunke, ne. Sem pa jedla potico, pa hren, pa vse te stvari. In sem bila tukaj, se mi zdi, da nažrta, po domač povedano, da si sploh ne predstavljam, če bi še ostale stvari jedla, ne. Je verjetno, oziroma so verjetno velikonočni prazniki za Slovence in za njihove želodce kar obremenjujoči. 就是说和那个消化功能方面就有很大的影响。Za prebavo in presnovo je lahko to veliko breme. 它可以直接影响到胃的，就是那个功能，它的那个胃黏膜的那个萎缩。Ja, lahko to, ko bi rekel, razpoloženje, naprimer, pri praznikih in tako naprej, lahko vpliva na delovanje želodca, želodčne sluznice in tako naprej. Doktor Ču v ordinaciji glede teh želodčnih težav, on recimo, tradicionalna kitajska medicina načeloma lahko loči 9 takih tipov vzrokov, zakaj se to zgodi, težave z želodcem. Ampak v praksi največkrat je vzrok v primanjkljaju čija vranice želodca ali pa, ko bi rekel, napad jeter na želodec. In ker so jetra v povezavi s čustvi, je dostikrat recimo ta stres ali pa ta, ko bi rekel, razpoloženje ali preveč razdraženo ali preveč depresivno, tisto, ki lahko, ko bi rekel, se potem pozna na delovanju želodca. Ampak kdaj pa govorimo recimo o vnetju želodca? 什么时候痰胃炎？什么是肠胃炎？ Ja. 就是慢性胃炎。比如说，慢性胃炎主要的就是它的胃黏膜，就是说长时间的刺激它，就是各种原因刺激它以后引起了它的那个炎性改变，就是炎症性改 Različni so 变。 ne kronično pa akutno. Aha. Najprej kronično je pač to, ker dolgo časa traja to, ko bi rekel, draženje želodca. Ja. Akutno je pa pač tisto, kar se pojavi, ko bi rekel, v kratkem času iz danes. A se dostikrat zgodi recimo, da je kakšen organ v našem telesu izven balansa zgolj zaradi stresa?
有没有像心理紧张引起就一个脏腑不平衡？不会，中医认为这个，就是慢性胃炎，它受很多原因的影响，都说也受很多脏腑的影响，比如肝脏的、胆囊的，再就是那个Doktor pravi, ne, ta v bistvu želodec, vsa tradicionalna kitajska medicina nikoli ne gleda na katerikoli organ kot neko samostojno celoto. A veste, če mi iz, ko bi rekel, trupla izrežemo ven želodec, pa rečemo, to je to. Tako izgleda želodec. Ampak ta želodec, ki je mrtev, je nekaj drugega kot ta, ko bi rekel, živa stvar, ki jo imamo v telesu. Zato se vedno gleda to, kakšni so te, ko bi rekel, sosedski odnosi. Kakšna je ta situacija nad želodcem, pod želodcem, levo pa desno. Ne, kar je že prej. Doktor pravi, ta sploh še posebej je to odnos z vranico pa z jetri. Tisti, ki največkrat povzroča ali pa vpliva na, ne, ker dostikrat primanjkljaj ali pa prebitek kateregakoli organa se vedno, ko bi rekel, pokaže, ko bi rekel, sistemsko. Zelo redko je, da bi rekli, samo ta organ ima nekaj posebnega, vse ostalo je pa čisto normalno. To je mogoče bolj zahodna medicina tista, ki lahko pogleda, klele teli znaki kažejo ali pa ta analiza pokaže, ta organ je tak. Pri tradicionalni kitajski medicini je to bolj, ko bi rekel, filozofsko. Celostno gledano, ja, kot celo telo. Edita, ti si imela kaj, stres? Stres, v bistvu tinnitus in v bistvu kitajska medicina mi je pomagala. Pomagala v določenem času, premaga ta stres, moram reči, da zelo hitro. Ampak, ok, o stresu vsi mi govorimo. Kako si pa ti občutila ta stres, recimo? Čist preprosto. Tako bi rekla, enostavno povedano, kot da bi avto vzel akumulator. Bila sem brez volje, brez moči, nisem vedela, naj sedim, naj ležim, karkoli, vse ostalo. Pomoč normalno priskala pri svojemu zdravniku, tam ni bilo neke dobene terapije in potem čisto slučajno sem prišla na kitajsko medicino. Takoj so bili pripravljeni mi pomagati, čez 2 dni takoj poiskali termin do doktor Čuja. Doktor Čuj je opravil pregled. Pregled je neboleč, zanimiv. Kaj pa ti je povedal pri pregledu? Ja, pri pregledu mi je povedal, da v bistvu me je prizadel stres. Prišlo je do odpovedovanja ledvic. Je rekel, stres v bistvu, tako smo pregovorili, gleda kot na celotno podobo telesa. Je rekel, verjetno bo prišlo še do odpovedi kakšnega organa. Odražalo se mi je na tinnitusu, to je zvonjenje v ušesih, ampak je rekel, prvo se bomo lotili ledvic in pa potem vzpostavljeno ravnovesje v telesu. Ko smo imela najprej akupunkturo? Prvo sem imela akupunkturo, akupresuro, potem sem imela masaže. Po tistih terapijah, številka je bila kar velika. Koliko si pa imela? Vsega skupaj 226 akupunktur. Do danes? Ne do danes, v letu pa pol. V letu pa pol? Ja, v bistvu stres res me tako hudo prizadel, res tako, da bi se izklopila. In tako, da so res zdravniki vse naredili z mano, da so mi pomagali, da sem jaz v letu pa pol stres premagala. Načeloma pravijo 3 leta, ampak letu pa pol mi je uspelo. Sem sodelovala po njihovih načelih, vse tako so mi rekli in tako da. Jaz pa zdaj se še vedno njih držim. Ja, se veš, kak je, tako si rekla, ne more spati, karkoli, ali te pa tu malo boli karkoli, pa preletim do doktor Čuja, lepo v našo ordinacijo v Mariboru, doktor Čuj, mene pa to boli karkoli, pa se midva že zmenima, kaj je treba narediti in včasih pomaga akupunktura, včasih rešima težavo z masažo, pa je to. Veš, kaj bi lahko rekla, da se imaš rada? Ja, moramo se res imeti radi. Ker če se nimaš rad, pol narediš, se bo mili. Ja, potem pa jamraš, pa trpiš, se v bistvu sam trpiš. Če se ne bo sam pomagal, noben drug ti ne bo pomagal, pomagati si moraš sam. Načeloma tako. Sistem, s katerim se sam uravnava. Doktor pravi, stres, dostikrat se pozna takrat, kadar recimo jetra pa ledvice ne morejo, ali pa kadar sfera vpliva jeter pa ledvic, ni dost, da bi, ko bi rekel, ta stres prebavila, da bi, ko bi rekel, telo dost pohladila. Ampak zaradi tega, recimo, ker je ta vpliv jeter malo slabši, ker je vpliv ledvic, recimo, malo slabši,
starostjo, prehrano in tako naprej, pol, ko bi rekel, se ta ogenj iz jeter preveč dvigne. In takrat pa pol čutimo takrat pa te znaki stresa postanejo očitni ali pa moteči, no, vse, če niso moteči. Govorili smo tudi o vnetju črevesja, recimo, ne črevesja, kaj je želodca, ne? Kako se recimo tradicionalna kitajska medicina loti potem vnetja kot takega? Ja, vnetje načeloma je kakor znak vročine, ali pa je dostikrat kombinacija vlage pa vročine. Zdaj, tradicionalna kitajska medicina se tega loti tako, da poskuša najprej poiskati vzrok, zakaj se je to zgodilo. Ampak glede na to, da je preveč vlage pa preveč vročine, zelo verjetno pomeni, da nekaj, kaj bi mogli hladiti pa sušiti, da je ta sposobnost hlajenja pa sušenja malo slabša. Tako da, če bi lahko stimulirali to sposobnost hlajenja pa sušenja, poenostavljeno povedano, pa hkrati malo se izogibali tistim vzrokom, ki nas, ko bi rekel, zažgejo, ali pa preveč naložijo, se telo samo od sebe poravna, uravnovesi. Jaz sem bila tukaj smešna, ko sem šla prvič, veš, ko sem rekla, da pač vsak dan mi make-up gor dajo, zaradi kamer pa to, ne. In sem rekla, veš, jaz pri 40 kaka pa bom, te me tle vsak dan malajo gor, ne. In pa sem rekla doktorju tukaj v Ljubljani, pri tradicionalni kitajski medicini, sem rekla, da jaz bi želela na obrazu, v tem smislu, da bo mladosten ostal in vse te zadeve in to, ne. Pa sem pričakovala, da me bo zdaj čist po obrazu popiko, ne. Me pa posod drugod začel, veš, in pa sem vmes kar rekla, sem rekla, tukaj delava, ne, pa on tako, ja. Se pravi, če želodec je v obravnavi, oziroma če je nek tak vzrok težava v želodcu, pravzaprav iglice pri akupunkturi grejo tudi drugje, ali kako? 胃病它特别慢性胃炎，它主要的就是原因，中医分了有9种病因，但是它这个主要的治疗上面说的话，它并不，因为中医是强调一个整体观念，就是说它胃病并不是单纯的胃引起的，它就是说它是从那个你像从那个足厥阴肝经的穴位，足少阳胆经的穴位，足太阴脾胃的穴位。 Ja, to so prek mreže meridianov, se recimo vpliv želodca, ko bi rekel, prenaša tudi na noge, ali pa ne, ko bi rekel, meridiani so tisti, ki celo telo povežejo v celoto. In zdaj te meridiani, recimo meridian želodca, ko bi rekel, teče po telesu dol in pa recimo nekje pod koleni pa nekako ta energija, ko bi rekel, pride na površje. Zato so določene točke, ki so recimo od kolena do gležnja ali pa od komolca do zapestja, tiste točke, ki lahko res vplivajo, recimo točke na zapestju vplivajo na obraz ali pa točke na nogah recimo vplivajo gor. In dostikrat recimo pri želodcu je spet to, ne gre se samo za želodec, gre se za to, kako, ko bi rekel, da bi uravnali želodec, zdravniki tradicionalne kitajske medicine včasih, ko bi rekel, stimulirajo točke na meridianu jeter ali pa točke na meridianu vranice, zato da bi se potem to, recimo, kronično vnetje želodčne sluznice čim prej izboljšalo. Odlično. Danes smo že govorili o tem, da smo po praznikih, pa da ne, zdaj pa je res zadnji čas, da začnemo neki nasep narediti, v smislu, da se tudi malo spucamo, da se bomo tudi boljše počutili. Govorili smo tudi celo o vlakninah prej, smo imeli en tak zanimiv klepet. Kaj pa vi kot doktor tradicionalne kitajske medicine priporočate za ohranjanje zdravega želodca in posledično tudi dobrega počutja? 主要的是第一个，要从饮食上要做到少吃多餐。Pri prehrani je to več manjših obrokov. Dobro. 这个不要吃太过于过硬、过辛辣、过油腻的食物。 Ne pretrdih, ne preveč začinjenih, pa ne preveč mastnih stvari. Ne priporoča se uživanje, ker za želodec je lažje pribaviti nekaj, kar je mehko, ali pa nekaj, kar je bolj pustega okusa, ali pa nekaj, kar ni preveč mastno.
To je pač enostavno za prebaviti. Edi tako, kot na dan ti ješ. Bodi iskrena. Čisto iskrena, 3-krat. 3-krat? Je 3-krat Pa če dovolj? ne premalo, zagotovo. 吃个4到5餐，少吃多餐。 Ja, rajši 4 do 5 obrokov. 5 obrokov, ja. Tako da, mislim, da kar obedve grešimo, ne? Ja. Vedno je prostor Bodimo za izboljšanje. iskreni, Ja. bodimo iskreni, ne? Bodimo iskreni, Lahko bi ne? več Bomo se naredili. potrudile, ne? Bova. Bomo se potrudile. 炖的、煮的， Ja, način priprave hrane. Ne? Mislim, v kitajskem jeziku je ta pengtiao, pomeni, ko bi rekel, kako se hrana dela. Ne? Kuhanje, pečenje, praženje, Priprava. pohanje, parjenje. Ja, je zelo pomembno. Ne, takrat, ko rekeš želodcem, je sigurno nekaj, kar je v olju narejeno, ni isto kot nekaj, kar je recimo sparjeno. Je bolj sparjeno. Recimo, ja, ker je vsak človek malo drugačen. Ne? Zato ni toliko veliko, ko bi rekel, takih univerzalnih receptov, da bi rekel, aha, tale vrsta prehrane ali pa kombinacija teh zelišč ali pa kombinacija teh telovadnih vaj vam bo sigurno zelo pomagala. Ok, na splošno načeloma ja, sicer je pa res treba pogledati vsakega posebej, pa tudi poleg hrane tudi ta način priprave hrane prilagoditi. Kako pa je z pijačo? Yin yang. 饮料尽量的少喝，少喝，但是多补充，就是说多喝，就是说富有蛋白质、那维他命，就是这个就是这方面的食物可以多一点，就是少吃油腻的、 Ja, yin yang 辛就辣刺喝的激的饮料，就是一般的，就是说茶可以喝，咖啡少喝。 Ja, rajš čaj kot kavo. Okay. 酒 Rajš čaj čaju. kot kavo. Tole me res Voda, zanima. čaje. Ob kosilu ali ob večerji ali karkoli drugem obroku, topel čaj zraven, da ali ne? 旁边可以喝暖和的茶，可以吗？可以，但一般是在饭后1个小时到2个小时喝是最好的时候。 Še najboljš pa 1 do 2 uri po kosilu oziroma večerji. Da prebavo malo, ne? 这是调代谢消化，都是帮助消化代谢的， ja, prebavi in presnovi pomaga. 它也可以减少它的胃黏膜的刺激。 Aha, pa lahko malo zmanjša draženje želodčne sluznice. A je kakšno kitajsko zelišče, recimo, ki 有没 pomaga? 有什么草药？pri kakšnih？pri želodcu. želodcu na splošno？对胃来说，那有没有什么草药特别合适或者特别有效？有，但是这儿就没有了。 So. No. Ampak zdaj doktor pravi, pri nas jih ne pozna. Ne. Oziroma ne Ampak pozna. vendar obstaja. Ja, je pa sigurno nekaj vrst. No. Ja, hvala lepa za tale klepet. Najlepša hvala, doktor Čud, da ste prišli iz Maribora. Ti pa tudi, Edita, sem se kaj videla, ne? Zmenjeno. Res bom šla, veš, ker ne Pridi. moram spati. Tak No. pride. Spoštovani gledalci in gledalke, upam, da ste uživali na 3x2 klepet ob kavi.si, pa še kakšna zanimivost, ostanite v naši družbi.